Dragi gledalci, drage gledalke, lepo pozdravljeni v literarni oddaji Splet besed. Naj vas najprej razveselim. Končno smo po skoraj pol leta v živo. Se pravi, to pomeni, da je moj gost dejansko v istem prostoru, kar tudi pomeni, da bo najbrž tudi pogovor nekoliko drugačen, saj v živo vedno ima pač neki svoj drug čar. Sem pa zelo vesela, da smo končno na točki, ko lahko si podamo roko in seveda tudi v istem prostoru izmenjamo besede. Danes je z menoj pesnik Jan Šmarčan. Jan, pozdravljen. Lep pozdrav. Kako si kaj in kaj počenjaš te vroče dni? Zelo v redu sem, hvala. Te vroče dni se malo v senčku skrijem, pa poskušam kaj napisati. Tako da nastajajo neke nove stvari, drugače pa je tudi na vrtu okoli hiše ogromno dela, ampak takrat, ko je bolj hladno, ker je res prevroče, da bi karkoli počel tam čez poldne. Narava in besede. Predvsej to, ja. Lepo. Predvsej. Lepo. Danes bova izmenjala nekaj besed o tvoji poeziji. Pravzaprav jaz sem te povabila zato, ker se res že dolgo poznava in ker že dolgo nisem nič tvojega novega prebrala, tako da tudi iz neke lastne radovednosti, seveda pa zato, ker si odličen pesnik. Hvala. In bil si pa tudi član tega literarnega kroga v Mariboru. Maribor ima dokaj pestro literarno sceno, tako da tudi nekako malo me je tudi zanimalo, kaj se dan danes še tam kaj dogaja. Kako je Maribor, kako je literarna scena? Ja, mislim, da je kar dosti nas ustvarjalcev v Mariboru, ki redno ustvarjamo, nastopamo. Zdaj recimo, tako smo bili v preteklosti mi, so zdaj recimo nove skupine. Ena taka varianta je, ena taka skupina so slam zverine, ki v bistvu tako nekako najbolj aktivni so, no, tako se mi vsaj zdi. Potem pa seveda tudi drugi avtorji, starejši avtorji. Zdaj recimo je izšla knjiga od Roka Vilčnika, potem mislim, da Tomo Podstenšek novo knjigo pripravlja, Kristina Kočan vem, da pripravlja novo knjigo. Skratka, ja, v Mariboru, to sem zdaj zgolj enih par imen naštel, dosti se dogaja, no, tako da, ja. Pa kako bi rekel zase, se šteješ kot mariborski pesnik ali kot slovenski pesnik ali kot evropski pesnik? Recimo, kaj je tvoj en tak identifikacijski moment? Zdaj recimo, da bi se točno počutil mariborskega, slovenskega, evropskega, te sem še mogoče najbolj mariborski, no. Tu pač malo tudi gledam na prejšnjo knjigo, na zadnjo knjigo, ki je v bistvu koncipirana kot nek sprehod po mestu Maribor. In je tudi s tem namenom bila zadeva napisana, da dam nekaj svojemu mestu, v katerem živim že toliko let, pa verjetno bom do smrti tam živel, tako da lahko sem mariborski pesnik, zakaj pa ne? Ja, dobro, mogoče malo provokativno vprašanje, ampak se mi zdi, da je zanimivo slišati tudi pač odzive različnih avtorjev. Ne vem, mogoče mladi so zdaj že malo bolj internacionalni, ampak mislim, da naša generacija se je pa še kar z veseljem poistovetila z svojim mestom oziroma svojo pokrajino. Tako da tudi jaz sem bila sama nekaj časa mariborska pesnica, zdaj sem očitno spet prekmurska, tako da, dobro, tudi tukaj stvari variirajo, ne? Ja, seveda. Ja. No, Jan, za gledalce bom prebrala en tvoj krajši bios, toliko samo, da tisti, ki te morda ne poznajo, ki ne poznajo tvojega dela, da malo slišijo, kdo in kaj si. Torej, Jan Šmarčan, rojen leta 1979 v Mariboru, kjer živi in dela. Prva objava leta 1999 sovpada z začetki javnih nastopov. Več objav v zbornikih in revijah. Sodeloval pri nekaj performansih. Uglasbena poezija na CD-jih projekta Rokerji pojejo pesnike. Zaenkrat 2 samostojni pesniški zbirki
in sicer njej 2007 in Do kapele ne prideš nikoli, Volosov hram 2016. Potem pa še en tak liričen, kratki roman, se mu reče, ampak je pravzaprav poezija z naslovom Tebi 2014. Sodelovanje na slovenskih in tujih festivalih, preveden v nemški, angleški, hrvaški, bosanski, srbski, romunski in madžarski jezik, branje po Sloveniji, Avstriji, Romuniji in na Hrvaškem. In nekaj nagrad. Torej, Jan, vidim, da si zelo aktiven kot pesnik, čeprav se pač ne preživljaš s tem, kot večina pesnikov. Tako da, mislim, ustvarjaš veliko. Ja, seveda. To je ena taka stvar, ko me res celo življenje spremlja, pa me celo življenje spremljala, da pač čutim, da moram nekaj na papir dati, no. Nekak tak. Ja. Saj, če bi kako drugače odgovoril, bi me rahlo presenetil. Zdaj, Jan, v prvem delu se bova posvetila 3 tvojim poetičnim knjigam. Zdaj tudi tebi, kot kratki roman, je pravzaprav, bi rekla, sama zbirka pesmi v prozi. Ja. Okay, o teh žanrih bova še nekaj rekla. Okay. Zdaj, za začetek najinega pogovora pa te lepo prosim, če nam prebereš nekaj pesmi iz tvojih 3 pesniških zbirk, toliko, da imava potem eno izhodišče za najin pogovor. Z veseljem, hvala. Božanska si, no morda malce zavaljena, a tvoji svetli kodri in velike oči so odločili v prid mojemu ostanku na turistični kmetiji. Ker se oba bojiva nasilnega kmeta in njegove radožive ženske, se raje umakneva na dolge večerne sprehode, ki jih predajanju nežnosti zaključiva na gozdnem robu. Imava vse, hrano, ljubezen in zvezde. Vendar se že sprašujem, ali je pametno ostajati zvest nekomu, ki ne zna reči drugega, kakor tisti ovči be. Ne joči za psom, ki si ga lačnega pobral med smetmi ter ga božal in zdravil. Kupoval si kosti, mu jih ponujal na krožniku. Mu 4 mesece gladil blazino in ga nato pognal v mrzlo reko. Izplaval je, si polizal kožušček in odtaval nazaj k smetem. Enkrat, dvakrat, tretjič nikoli. Pred vrati ordinacije me pozdravi doktor v civilu. Z vajenim gibom me povabi v prostor. Na levi miza, naravnost kavč, majhen slonček na desni, 2 stola in okno. Pred 1 letom sva začela s terapijo. Kako se počutite? Vajeno se nasmehnem in odvrnem. Dobro, hvala, pa vi? Kratek pogovor, večinoma doktorjeva vprašanja brez odgovorov. Torej, zaključi, še 1 mesec, nato brez zdravil, če bo seveda šlo, če ne, me pa ponovno obiščite. Napiše recept in ga ožigosa. Shranim recept in se z nasmehom na licu odpravim v lekarno. Spoznal sem njenega moža in obmolknil. Zagrozila je, da več ne bomo šli skupaj na kavo. Če sem iskren, bi mi bilo prav. Stres je prevelik in svetloba premočna. Spoznal sem njenega moža in obmolknil. Priznala je, da je tudi njej neprijetno, vendar pa situacijo bolje obvlada. Verjetno ni prvič, da med sabo spoznava moške, ki jo poznajo. Spoznal sem njenega moža in obmolknil. Pojasnil sem, da se mi to dogaja, kadar je ob meni več kot ena oseba. Mož je navihano pristavil, da lahko naslednjega dne, ko bomo spet skupaj na kavi, sedi za drugo mizo. Zgrožen sem pristavil, da tako pa res ne gre. Spoznal sem njenega moža in obmolknil. Ta prekleta vročina in von avtomobilov,
manj jih je, izbrala sva noč. Kakor da se peljeva v raj Alamuta, zaužiješ, zaspiš in greš. Prebudiš se drugje, von morja in glas trajekta, popotniki in ribiči, kurbe in vazali, le eno jih združuje, bližina morja. Kakor kobilice zaužujejo hrano in vedo, tam je Vajtapu. Vajtapu je meja, ostran si ti. V zavetju smreke se v tolmunu kopajo vile, žuborenje potoka in zvon nekje v daljavi. Stopaš po posušeni strugi in pod koreninami hrasta najdeš trupelce mrtvega samoroga. Na ostankih njegove grive se pasejo muhe. Pot nadaljuješ na Kreber in pred starim mlinom zagledaš škrata, ki strmi v jelenovo rogovje in z molekom v dlani žlubodra mantro. Svetlo rogovje bele kosti, svetlo rogovje bele kosti. Spenjaš se naprej in pred seboj zagledaš spečo vilo. Pobožaš njene svilene kodre in jo poljubiš na vrat. Prebudi se in se z dlanjo dotakne tvojega čela. Ljubi me, človek, ljubi, dahne. Iz zasneženega tolmuna pa se dviga para. In takrat veš, do Kipele ne prideš nikoli. Kakor da se zgodba ponavlja, kakor da se znova zapira svet. Tiste črepinje, ki jih zlagaš mozaik, tisti mozaik brez koščkov rdečega stekla se lomi v prazno. Morda je zgodba vseeno drugačna. Morda je to le trenutno stanje, tisti boleč trenutek, ko mozaik razpade, tista bežna sekunda, ko se svet lomi v prah. Podobe tokrat ne boš razbil. Vztrajal boš in spremljal, kako se lomi, kako se zopet sestavlja, kot pulzirajoča zvezda. Postaral si se in mnogo mozaikov razbil. Mnogi so se zlomili sami. Za enega veš, za dva veš, da bi danes storil drugače. Danes je tretjič. Tretjič v tretjem polletju, morda v zadnjem poletju. Veš, da se je tretji svet večkrat zaprl. Veš tudi, da se je nato odprl ponovno. Boli, boli manj. Postaral si se. In sedaj veš, da vers Penis so close to pleasure ni tvoj vers. Postaral si se. Boli vedno manj. A v globini je rana starejša. Jan, najlepša hvala za tvoje branje. Z veseljem. Moram reči, da je tvoje branje zelo dobro, pač gledališko skoraj. Koliko se ti zdi pravzaprav branje kot način predstavitve svojega dela publiki pomembno tudi za pesnika? Zdaj tudi sam imaš nekaj izkušenj z performansi, se pravi z enim stičiščem več medijev, tako da imaš tudi neke približno gledališke izkušnje, tako da koliko je pravzaprav to en del umetniškega ustvarjanja za pesnika? To je, kar se mene tiče, je to zelo pomemben del umetniškega ustvarjanja oziroma ne ustvarjanja, nastopanja v bistvu, no. Da se pač avtor, mogoče mu uporabo grdi, no ni grdi izraz, da se avtor v bistvu potrudi, da poskuša z različnimi tehnikami, z vajami, z treningom, konec koncev, to, kar je ustvaril poslušalcem, na čim lepši, čim boljši, čim bolj kvaliteten način predstaviti. Ja, Zdaj pač tu, recimo, bil sem na različnih delavnicah v tem stilu, ne vem, pred vsakim nastopom grem kar nekaj časa skozi, da zvadim. Zdi se mi to zelo pomembno, no.
ker zadeva potem neprimerno boljše zveni. Ne. Konec koncev pesem je v osnovi namenjena temu, da zveni, da je zvok, ki smo ga pač pol kasneje s civilizacijo zapisali, da se zadeva ohrani, da je lahko, ampak v osnovi je zvok. In če zvok zveni čisto, jasno, je to čisto nekaj drugega, kot pa če pač tega ni. No. Se verjetno tudi sam drugače slišiš lastno pesem, kot pa ko jo napišeš. Ja, v bistvu pri pisanju je včasih celo tako čisto zamaknjeno stanje. V bistvu, ko si toliko skoncentriran v te besede, ki jih skupaj sestavljaš, da dejansko svet zgine. Vse pri branju je konec koncev podobno, s tem, da pač zvok ostane. Ne. Ja, koncentracija. Tako, jaz bi rekel, da pri vsakem delu, ki ga ljudje upravljamo, če si ti koncentriran, če ti veš, kaj počneš, zadeva dobro izpade. No. Tako se mislim. Ja, to je res. Kaj pa recimo ti performansi? Kako ti je to kot pesniku, recimo ena nadgradnja poezije ali bolj tisto en eksperiment? Dobro vprašanje. Vsekakor je nadgradnja oziroma povezovanje različnih medijev, konec koncev pri ustvarjanju se mi tudi zdi, zelo všeč mi je pri marsikaterih ustvarjalcih, ko se z čisto različnimi zadevami ukvarjajo. In pol, če recimo te zadeve skombiniraš skupaj, dobiš neko večjo vrednost. No? Pa še konec koncev malo bližje gledališču, ki ga imam tudi zelo rad. No? Tako da se mi recimo performance, ja, zelo, zelo super stvar se mi zdi. No? Ja, se v Mariboru je tudi je potekal, ne vem, če še poteka en festival Performa. Ja, poteka, ja. Ja, kjer so dejansko tudi lokalni pesniki in lokalni medijski ustvarjalci se združili in potem, spomnim se tudi tvojega performansa, mislim, da nekaj v zvezi z prašiči, ampak no, kakorkoli. Ja. Pač gre res za eno nadgradnjo, eno sodobno, pravzaprav že skoraj žanr, mislim, eno zvrst. Žanr, ja. Ena umetniška oblika. Ja, tako da mi je všeč, da te stvari so in se mi tudi zdi vredno omeniti gledalcem, da spremljajo mogoče tudi to, ki jih zanima literatura, ker gre pač tudi za en drugi pogled na literaturo oziroma na besedo. Vsekakor. Zdaj, Jan, v tvoji prvi pesniški zbirki mislim, tvoja prva zbirka je pravzaprav bila takrat v našem času, ko je išla dokaj, je bila pravzaprav provokativna. Mislim, na en svojstven način obravnava ene določene obrobne teme. Je pa zanimivo, da skozi vse te tvoje 3 knjige, ki si jih potem napisal, se ta muza, ki smo na začetku v prvi pesmi slišali, da je muza ovca, no, potem v drugem sklopu je muza deklica na pragu odraščanja in potem se seveda ta muza transformira v tretji knjigi do polnokrvne ženske, ki je lahko ali angel ali demon, lahko je perverzna, lahko je mila. Meni je zelo zanimivo ta razvoj te tvoje muze v tvoji poeziji. Koliko je pravzaprav pomembna ta muza, ta nekdo, ki nastopa in ki poganja pravzaprav ta ves mehanizem čustvenega naboja pesmi? Kdo je muza oziroma, mogoče bi celo boljše vprašanje bilo zastavljeno, kaj je muza? Je to neka anima, je to neka ta pač psihologiji anima? Lahko je v psihologiji, lahko zadevo gledamo na tak način, da mogoče gre celo za nek žarek Božjega. Zdaj ne me narobe razumeti, če komu to beseda ni primerna, no, ampak kot neka neka esenca, zdaj pa ali to izvira zgolj iz nas, ali to izvira od nekod drugod še mogoče, dobro, to je pol stvar vere, ne, ampak meni se vseeno zdi, da glede na to, da pri ustvarjanju, ko zadeve ustvarjam, sem v nekem zamaknjenem stanju, dobro, sem rekel, tudi kot druge stvari delam, ker gre pač za neko koncentracijo, ko si noter v tem, ne, ampak konec koncev je muza lahko karkoli, kdorkoli,
pač v bistvu neka stvar, ki te kot ustvarjalca fascinira, da se potem ukvarjaš za neko zadevo, ki jo boš potem pač na nek svoj način predstavil naprej, ne. In potem seveda neko umetnost ustvariš, ne. Ja, ker imamo do muze imamo en tak malo, kako bi rekla, stereotipen odnos, da mora iti nujno za žensko, ne? Ampak ni nujno, pač ne? mislim, da to z romantiko, oziroma že odprej, ne, koliko se jaz to spomnim še iz zgodovine. Konkretna ženska muza. Dobro, zdaj konkretno, ne, pri prvi zbirki je tak, da po mojem te pesmi, ki so noter, so povezane z enimi, ne vem, z dosti ženskami, ki sem jih pač v življenju srečal. In sem pač bolj sestavil, napisal pač stvari, no. Jih je kar nekaj, samo ne, nisem dolgo, iskreno nisem že dolgo knjige gledal, tako da... Pa so vedele? Ja, nekatere ne, ne. Verjetno kar večina jih ve, ja, pa so vedele, ja, ker je konec koncev že koliko let minilo, odkar sem to izdal, dolgo, dosti je to nazaj. Ja, 2007. 12. Ne, 14. 14. Ja? Ne. Se vsem. Ja, mislim, od prvenca je vedno dlje, tako da. Ja, no, prvenec sem mislil, ja. Ja. Ja, mislim, vse kot prvenec je res bil en tak udarna knjiga v prostoru. Med drugim tudi zato, ker so dejansko teme, s katerimi se ukvarja, dokaj pač provokativne. Pač gre za pedofilijo, pač sodomijo, zasvojenost, alkoholizem, brezdomstvo, tudi norost, kriminal in na koncu tudi umor. Jan, mislim, dosti pesnikov, pisateljev te pesmi oziroma te teme upesnjuje, jih nekako fabulizirajo. Zakaj so tebi recimo te teme pri srcu? Je to v nas kot v ljudeh? Ne vem, je to del družbe, ki mogoče, s katerim se premalo ukvarjamo, ki ga odrinjamo od sebe, ki ga na en način zanikamo in morda ravno zato pač nekako rabi iti to v neko poezijo, v neko literaturo? Ja, v bistvu te teme so že same po sebi toliko posebne, drugačne, da so že iz tega razloga po eni strani fascinantne. In v bistvu mislim, da predvsem iz tega sem se s tem ukvarjal. No, pač hotel sem nek lirski subjekt prikazati, ki je čuden, no, dejansko čuden, ne morem drugačnega izraza uporabiti, v končni fazi je zločinec. Pač v bistvu sem se v tistem času predvsej ukvarjal z obrobjem, ja. In sem pač te najbolj ekstremne teme mogoče predstavil v svoji poeziji. Ene bolj, druge manj ekstremne, no, pač. Ne. Ja, ampak ubereš pa tudi zanimivo perspektivo. Se pravi, nekako se popolnoma izogneš moraliziranju, se pravi presojanju, če je zdaj to prav ali ni. In nekako s prvoosebne perspektive se popolnoma stopiš z tem pač lirskim subjektom, ki določene stvari pač počenja. Kar je po eni strani tudi drzno. Zakaj? Jaz ne vidim tu nobene drznosti, če je v bistvu zgolj poročevalsko, ta izraz bom uporabil, predstaviš nekoga, ki je zelo drugačen. Drzno mislim zato, ker je pač naša družba dokaj politično korektna in ker pač tudi nekako prosperirajo stvari, ki se te politične korektnosti držijo. Nagnjeni smo tudi k linču ljudi, ki nekako zagovarjajo, ki niso nagnjeni k moraliziranju. Zato pravim drzno, ker žal je tudi umetnost v našega časa dostikrat žrtev pač te politične korektnosti. Ja, to je najbolj grozno, zaradi tega, ker če mene vprašaš, umetnost ne more biti moralno cenzurirana. Zaradi tega, ker gre za umetniško izražanje, ki je po mojem mnenju, čeprav marsikdo mi bo rekel, da so določene stvari dejansko nesprejemljive in tudi velika verjetnost je, da če bi določene stvari napisal, ti objavili ne bi, predvidevam.
ne glede na koliko kvalitetno bi bila zadeva napisana, ampak meni se to zdi narobe, no. Ker sem mnenja, da umetnost ne more moralizirati, ne sme. Prikaže pa naj vse možne spektre, ampak brez obsojanja. Ne glede na to, če govori o ljudeh, ki so kazensko odgovorni. Ja, zato so sodišča, ne pa umetnost. Ja, popolnoma se strinjam s tabo in mislim, da tudi tukaj lahko najdemo eno mejo med tem, kaj je umetnost, kaj pa je zgolj mogoče kultura oziroma, ne vem, ja, saj, dobro, mislim, da s to temo lahko greva še naprej in še naprej, tako da nisva pa tukaj zato, da bova pač midva tukaj presojala, pač tukaj sva kot pesnika, ki odpirata določene teme, mogoče toliko za razmislek, da gledalci malo razmislijo. Je zanimivo, da dokaj učinkovito vstopiš tudi v te svoje like, ker v bistvu so pesmi tudi, imajo neko fabulo, neko zgodbo, se pravi, niso zgolj refleksivne, niso tudi tako metaforične, recimo v prvi knjigi sploh ne. Tako da dejansko so določeni liki, razdelani liki, psihološko. Ja, slikice so. Ja, kako je zdaj vstopiti v to osebo? Portreti, recimo. Ja, portreti, tako. Kako je vstopiti v to osebo kot pesnik in se je polastiti? Joj, zdaj si me pa dobila. Pač poskušaš si predstavljati, kako bi nekdo oziroma v neki situaciji odreagiral, no, ne vem, pa brez da bi potem kakršnikoli moralni dodatek dal. Ker po mojem nek psihopat nima nekega moralnega dodatka, če se odloči, da bo nekoga hudo poškodoval, recimo. Pač to zgolj naredi. Tako nekdo drugi, ok, zdaj dam en primer, ki je lahko tudi sporen, ne. Recimo imaš na eni strani morilca, ki človeka mrtvo hladno ubije. Na drugi strani imaš pa lovca, ki žival mrtvo hladno ubije. Je pa res, da jaz bi to žival pojedel, ker nisem vegetarijanec in nimam tu nekih predsodkov, ampak seveda je razlika žival človek, ampak dejanje je pa vseeno prekinjanje življenja, ne. Ja, saj. Tako da pač meja je potem, ne. Ja, saj pesnik se pravzaprav take stvari sprašuje, jih beleži. Jan, tudi sama nekako sem te kot pesnika takrat, ko smo se družili, nekako tudi doživljala kot enega opazovalca, kot nekoga, ki pač sedi za svojo kavo in pač pozorno beleži dogajanje in seveda potem tudi pač nekaj skombinira in napiše. Ja, tako da pač bala sem se tudi, da pristanem v kateri od tvojih pesmi, malo heca, ampak ne vem, je še danes tako, imaš še vedno ta dar, recimo opazovanja, vzgodbanja teh malih utrinkov, ki se dogajajo okoli tebe. Ja. Tako da gre pravzaprav za en del ustvarjalnega procesa. Ja, vsekakor, ja. Ja. Pač pobiram iz okolice neke informacije, podatke, slike, konec koncev. Jaz rad temu rečem slika, da so to vse konec koncev slike. In potem pač to skupaj sestaviš v neko novo celoto, ne. Zdaj, Jan, pesmi so delno sicer humorne. Ja. No, ta humor je v bistvu tak grenak humor, malo že cinizem. So pa nekje v globini so pravzaprav žalostne. Ne vse, ampak veliko je tudi, mislim, na eni točki celo upesniš, da gre pri vsem tem kriminalu in vsej tej grozi, gre pravzaprav za prikrito bolečino. Na eni točki mislim, da celo... Jaz sem prepričan to, da nekdo, ki slabo dela, da mora imeti nekaj hudo naloženo iz preteklosti. To je pač moje mnenje, no. Ni seveda opravičljivo, da take stvari potem nekdo dela, ampak večinoma so to ljudje, ki, če bi njihovo zgodovino, verjetno se ukvarjajo z njimi psihologi, pa ne vem kdo še vse, verjetno ugotovijo, da se je takemu človeku naložilo v življenju, Bog si ga vedi kaj vse. In potem seveda tako hudo neprimerno odreagira do drugih, ne.
Tako da v bistvu poezija je lahko tudi tukaj zato, da na nek način razbija predsodke in naredi to družbo tudi bolj etično. Ja, to je ena od nalog, ja. Ja, mislim, pri tvoji poeziji recimo so se mi vsa ta vprašanja pojavljala, ker mislim, je res tako zgoščeno vse skupaj, ampak v ozadju pa tli ena pač taka močna ideja vsega skupaj, da je na koncu vseeno smiselno. Ja, je smiselno, mislim, ja, je življenje je smiselno v končni fazi. Tu ni kaj drugega za reči. Mislim, zanimivo, ker recimo poezija, ki je žalostna, ki pravzaprav, ne vem, eni celo trdijo, da jih pesmi delajo depresivne, ampak na koncu pa vseeno je ta neka katarza, neka luč. Ne vem, si jo ti tudi zavestno iskal ali to pač potem nekako se samo pokaže na koncu, ko zaključiš zbirko? Nekatere pesmi, ki sem jih napisal, enih parih je, to, kar sem že prej omenil, so dejansko nastale v svetlobi. Ja. Ne vem, kako naj to drugače opišem. Ko dejansko, konec koncev, ko ustvarjaš, žariš. Ne vem, je nekaj, no zato tudi rad, jaz imam vseeno feeling, da gre za nekaj presežnega, no ne vem, lahko da se vseeno, konec koncev ni pomembno. In pol je pol v vsaki pesmi luč, ki gori. Luč je pa tudi zdaj dolga zgodba. Luč je, če je preveč luči, je problem. Ne? Če je pa tako ravno prav sveti, tako ravno prav. Pa se morda ljudje, ki ne oziroma ki se specifično ne ukvarjajo z umetnostjo, imajo pa mogoče kak drug način, kako priti do te luči. Ja, se prej sem recimo rekel, tudi katerokoli delo, ki ga dovolj skoncentrirano in skoncentrirano, bom rekel. Recimo nekdo, ki mizar, po mojem, če je pravi mizar, mu pri vsak določenih gnizah tudi luč zasveti. No. Čudno sem se malo izrazil, ampak mislim, da ja, če si ti dovolj koncentriran v to, kaj počneš, je zadeva dobi nek dodaten, ne vem, presežno, rad uporabim presežno, čeprav nisem čisto prepričan, ampak pustimo to. Ja, mislim, da to, o čemer se zdaj pogovarjava, lahko v pesmi pravzaprav samo poezija. Ne? Zdaj, Jan, tvoje pesmi so v bistvu prozne, napisane so prozno, se pravi v prozni obliki, ni za neke recimo lirične pesniške forme. Si našel v tej proznosti, v tej zgodbarskosti svoj tisti izraz, ki ti je najustreznejši? Pa mislim, da ja. Čeprav želja je nekoč napisati eno pesem in jo zapeti. Lahko danes tudi prozno zapoješ. Ne bo šlo. Ne, to je tako. Ja, mislim, da ta cilj se ti splača zasledovati, pa upam, da bom povabljena. Vsekakor. Ja. Tudi če ne bo ta cilj dosežen, boš povabljena. Okay, zdaj, Jan, reciva še nekaj o teh žanrih, ko se že pogovarjava, ves čas nekako kroživa okoli poezija, proza, pesniško, lirično, prozno. Zdaj svojo drugo knjigo tebi si poimenoval kratki roman, kar pravzaprav je. Mislim, gre za enega za subjekta, ki se tekom knjige pač razvija in pač preko te zgodbe na koncu doživi neko transformacijo. Tako da to je pravzaprav romaneskno čisto. Romaneskno, ampak po drugi strani pa gre za lirično zgodbo, se pravi, gre za upesnjevanje teh malih detajlov, malenkosti, gre za velik poudarek na jeziku. Kako pravzaprav izbereš, kaj bo žanr? Mislim, tudi tukaj se mi zdi zelo tanka meja med poezijo in prozo. Je zelo tanka meja. Konec koncev že, če se nekdo ukvarja s poezijo v prozi, že poezija v prozi, se pravi neki miks je. Ne? Zdaj v bistvu moje mnenje je, da lahko eno majhen haiku je za konec koncev lahko roman. Zakaj pa ne? Čeprav to malo hecno zveni, ampak zakaj pa ne?
po mojem bi se dalo v tistih par 3 vrsticah, ali je premalo to teksta, da bi... Zdaj ne vem, če tudi glede obsega obstajajo določeni standardi. Ker jaz ampak, jaz osebno imam ta standard obsega, no, zdaj, če je nekaj kratka zgodba, ne vem, ne. Ja, saj tukaj smo na zelo zdrsljivem področju, tako da si pač pustimo svobodo in... Ja, so pa pač neke norme, Ja. ki povejo, kaj načeloma nekaj je, ker to pa tudi moramo imeti, da se ne zgubimo, tako vse stvari v svetu, da pač Ja, da veš kak pa približno. kaj. Meni osebno, ne vem, kak bi, ko recimo berem poezijo, ali berem prozo, za mene je pač tekst, ne, Ja, saj ki, v bistvu ki se- pove nekaj. Ne. Ja, ne splača se preveč obremenjevati z literarno teorijo. Ja, no, zakaj pa ne? Ne, mi napišimo, onim naj se pa ukvarjajo. To pa je ne. tudi res. To je pa tudi res. Zdaj, Jan, tvoja druga in tretja knjiga, se pravi Tebi in do kapele ne prideš nikoli, na prvi pogled delujeta kot ista knjiga. Gre v bistvu za, kako bi temu rekla, pisanje iste knjige drugače, sestavljanje druge knjige iz ene knjige. Kako je to potekalo in zakaj si se pravzaprav odločil, da svojo drugo zbirko preoblikuješ v tretjo zbirko na podlagi iste motivike in pač podobnih verzov? Ja, v bistvu druga knjiga je kratki roman, kar pomeni, da so, bom rekel, kar pesmi, ki so v tem romanu, so pač sestavljene v romaneskno zgodbo. Druga verzija, se pravi do kapele ne prideš nikoli, so pa načeloma isti teksti z nekimi dodatki, mislim, da je par pesmi razlike. Isto je pa v bistvu kot pesniška zbirka oziroma pesmi v prozi koncipirano. In pač z različno kombinacijo teksta, ki je v osnovi identičen, pač sta nastali dve različni knjigi, no, tako čisto, na nek način igra sestavljanja, ja, v tem smislu. Tako da dejansko potem vidiš, Ja. kaj se da narediti z enega Ja. materiala, če ga recimo oblikuješ na specifičen Ja, način. ja, seveda. Tako da je pravzaprav en eksperiment. Ja. Tudi Ja, za ja. bralca je tako malo triki, ne? Ker najprej pač gledaš, ok, to sem že nekaj slišal, Ja, ampak ja, pravzaprav ja. gre za en odmev nečesa, kar se potem transformira v nekaj več. Ja. Tako da to mi je zanimiv postopek, ker tudi pravijo, da pač vedno pisatelj oziroma pesnik vedno celo življenje piše eno knjigo. Sem vedel, da boš to, se Ja. strinjam. Jaz imam rajši to, da zgolj eno pesem, tako sem prej rekel, da bi rad eno, ki bi jo zapel. Ne. Ja. Mogoče bi pa uspeh, da. Ja, zagotovo, zagotovo. No, zdaj ne bom te zdaj forsirala, ker če bi mislil 5, bi verjetno že. Ja, bi že, ja. Ampak, Bi že, verjetno. ja, no, upam, da bodo gledalci spremljate Janovo delo, no, ker splača se. Zdaj, Jan, mislila sem te še vprašati, kako so recimo ti literarni krogi, oziroma sam se tudi kar dosti družiš z drugimi literati. Ja, seveda. Kako recimo te tak krog oblikuje kot pesnika oziroma kot človeka, verjetno podobno kot vse druge, z nekimi prijateljstvi, z nekimi odnosi, z nekimi Dobro, to, ljubeznimi. ja, ja, vsekakor, ja. Ampak recimo kot pesnika, kako je pomembno recimo, da si ti v nekem krogu, v nekem okolju izmenjuješ recimo mnenja, informacije, ali to kakorkoli vpliva potem na tvoj izraz? Ja, konec koncev vsaka informacija, ki jo sprejmemo, nas malo spremeni. In zdaj recimo, da si v krogu, kjer so v nekem krogu različni ustvarjalci, je razumljivo, da boš od drugega ustvarjalca nekaj vzel, nekaj sprejel, ti boš pa dal nekaj naprej. In se pol ta zadeva v bistvu dalje razvija. Pa konec koncev v diskusiji ali pa recimo v, kak izraz bi uporabil, souporaba umetnosti, recimo konkreten primer, likovno delo, na podlagi katerega recimo pesem napišem. Se pravi, je tu že spet neka komunikacija. Ne?
In vsaka komunikacija nas dodatno spreminja. Ne? In, ja, zelo dobro je, da se ljudje, ki ustvarjajo, družijo med sabo, pa izmenjajo svoje izkušnje na teh onih področjih, ker pač karkoli počnemo, če se nas več zraven spravi, je zadeva bolj učinkovita. No? Ja, pa tudi verjetno ne moreš biti sam sebi bralec. Ne, ker rabiš feedback, to je pa še ena druga stvar. V bistvu, če jaz nekaj napišem, pa to dam v predal, pa to v predalu leži, sem napisal, ampak konec koncev je to mrtva tvar, zaradi tega, ker ni nobenega, ki bi to lahko prebral. Napisano je pa dejansko zaradi tega. Ok, zdaj, če nekdo piše samo za predal, je to drugo. Ne? Jaz pa vseeno v osnovi ne pišem za predal, ampak zato, da lahko to predstavim, da pač ljudem povem, kaj sem ustvaril. No? Ja, se popolnoma strinjam, nekako si vseeno vpet v nek svoj čas. Ja, seveda. Sicer dobro, obstajajo tudi izjeme, ki so se samo izolirale, pa vseeno ne. Mislim, vse smo dokaj blizu temu, tudi zdaj v koroni mi, ne? Ampak še vedno imamo pa druga sredstva komunikacije. Tako da, Jan, zdaj pa bi te lepo povabila še k branju tvojih pesmi, ki še niso objavljene. Poslal si mi tudi v pogled, tako da mislim, zelo se veselim tudi tvoje naslednje knjige. Ja, mislim, da za to poezijo, ki je zdaj nova iz delavnice, da tudi pač po mojem mnenju stopaš na eno tudi pot neke druge poetike. Ja, vsekakor, ker se pač spreminjamo se skozi čas. Ne, tako da te lepo vabim, da nam predstaviš. Z veseljem. Stopinje, ki si jih hodil, kakor da se raztapljajo v času. Stopal si daleč, globoko v svet. Pot te je vodila vse do izvora svetlobe. In ko si bil tam, si se zbal in pobegnil v tišino. Vrnil si se in ohranil boječ spomin na luč. Koraki so postali preudarni in ko si začutil toploto svetlobe, si se oprezno umaknil. Stopal si daleč, globoko v svet. Zdaj so tvoji koraki krajši. In odmev teh taktov, kot spomin na nekaj daljnega. Luč na koncu tunela, ki se razblini v Mavrico. Tam stopiš skozi majhna vrata v stanovanje, ki mu domuje mačka. Ona si daje opravka z nečim na štedilniku in odrine posodico. Ko bežno ošineš mačko s pogledom, se ta popraska po glavi in prhne proti mizi. Ona odmakne posodico, previdno premeša vsebino in doda zlat prah. Iz lončka se proti oknu raztrne mavrica, ki prečka mizo. Mačka ob mizi skoči na okensko polico in ob tem se sliši takt njenih nežnih tačk. Mavrica se skrči na luč na koncu tunela. Te stare stene zevajo v prazno. Nedolgo nazaj so bile ulice polne. Meščani in turisti, otroci in psi. Na zgornjem koncu sameva oder. Pred pol ure so se poslovili in izklopili elektriko. Uro nazaj je vrata zaprl zadnji lokal. Ljudje so počasi zapustili trg in tisti, ki živijo na njem, so zaprli vrata in okna. Ti si obsedel. Ob zadnjem požirku piva si prižgal cigaret in opazil zadnjega sprehajalca. Slamnat klobuk in sladoled. Ošvrknil te je s pogledom in odhitel v temno ulico. Ti si ostal in prižgal nov cigaret. Počasi so ugasnile luči, le redko katera še sveti v noč. Na zgornjem koncu stare hiše za trenutek zasveti luč in ugasne. Zmanjkalo ti je cigaret in ko pepelnik stisneš zadnjo, preko trga steče podgana. Ko te obiskujem v bolnišnici in gledam, kako odhajaš, kako izginja žar tvojih oči, ko te božam in se čudim tvojemu nenavadnemu vonju, se zavedam, da je bilo tvoje življenje izpolnjeno.
Iz dneva v dan izginejo besede iz tvojih ust. Tvoril si stavke, potem so bile posamezne besede. Danes so bili le še vzdihi in hropenje. Kot vsakič te zadnje dni, ko se poslavljamo, me s prstom leve roke, ki ti jo držim in jo božam, stisneš. Vedno znova mi v glavi odzvanja stavek, ki si nam ga dejal, preden si odšel v bolnišnico. Pazite na mamo, ko me ne bo. Verjetno si upal, da se vrneš. Morda si v globini svoje duše vedel, da odhajaš zavedno. In ko si nekaj dni nazaj dejal, danes po noči je bilo divje. Ne vem, kaj si mislil s tem. Na vprašanje, kaj je bilo, si se skrivnostno nasmehnil. Mrzla noč pada nad mesto, ko na promenadi delajo načrt za prihodnji teden. Začel se je veseli december in mesto žari v svoje električne osvetljave. Na trgu nedaleč od tod gorijo majhni ognji vilinskega mesta. Otroci, tisti ta pravi in oni malo večji, se veselijo prihoda novega leta. Na robu mestne promenade sedi starec in žuli vino. Greje ga v teh hladnih dneh. Promenada se prazni in poslednji veseljaki zapuščajo prizorišče. Ostal bo le starec s flašo in ko bo naredil zadnji srk, bo preklel pijačo in veseli december, ter se solznih oči odmajal proti domu, kjer bo ob družinski sliki prižgal svečo in zaspal v prazni postelji. Po napornem tednu sediš na svojem balkonu in sušiš pivo. Preko ceste ob ognju sedijo fantje in pojejo. Spomniš se svojih mladih dni in litrov, ki ste jih osušili sošolci. Prižgeš cigaret in se spomniš, da je preteklo neurje izruvalo drevo na tvojem vrtu in ti poškodovalo hišo. Ura je pozna in spanec te kliče. Pogledal si akcijski film. Ob tem pomisliš, da ne pomniš več, kdaj si zadnjič gledal televizijo, ki je prašna in stara. Ugotoviš, da je tudi roka, ki drži to pisalo in vleče te črte na ta papir, utrujena in stara. Morda bo najbolje, da naslednjič popiješ kozarec starega vina. Tiha je tvoja beseda. Slike, ki jih slikaš, se topijo v žarkih sonca. Besede, ki jih pušča za seboj, izginjajo v prah. Vedno znova se vračaš in obstojiš na zvezkom, ki ga polniš z barvo. Pogosto te je strah, da nekega dne obmolkneš. In tedaj, kot oster žarek, nastane pesem. Jan, hvala. Hvala. Za ta drugi sklop branja. Zdaj opažam, da te nove pesmi pravzaprav imajo dosti bolj umirjene tone, dosti bolj nekako, ena bolj mirna luč je v njih. No? Zdaj recimo Prvenec je bil čisto taki dramatičen, divji, ne vem, vse povsod je vse vihralo. Ne vem, misliš, da se tudi lirski subjekt skladno z pesnikom umirja ali mogoče stara, ne v slabem smislu, ampak v tistem smislu, da ga začnejo zanimati pač druge teme. Se čisto strinjam s tem. Ja, tu nimam kaj drugega za dodati, pač sej razvijamo se skozi čas, staramo se konc koncev, ja. V dobrem in slabem, ne, konc koncev. Ja. Se mi zdi, da recimo tudi starejša knjiga kot je, oziroma starejši pesnik jo je napisal, bolj nekako iščemo tisto neko luč, neko božjo, ne vem, tudi neko meditacijo, nekaj umirjenega. Ja, sem spet popolnoma strinjam. Ja. Zdaj, Jan, bi še kaj dodal, mogoče kaj dodatnega povedal, kar še mogoče nisva omenila, izpostavila. Pravzaprav ne, hvala. Tako da mislim, da sva bila kar izčrpna, da sva nekako na kratko, na dolgo v eni uri tak ne gre, ampak da sva kar lepo zajela en delež tvojega ustvarjanja. Seveda, mislim, za pravo sliko je treba knjigo prebrati,
Ja, ker že vsekakor. samo branje ima nek drug učinek. Tako da, Jan, lepo se ti zahvaljujem za najin klepet. Hvala tebi za klepet. Pa lepo, da sva se v živo tukaj srečala, no, Z v veseljem. studiu oziroma na odru, Z veseljem. ker je res en čisto drug občutek in Ja, tudi je. branje je nekaj čisto drugega kot pa v dnevni sobi. Tako da upam, Čisto da se še drugače je. vidiva. Z veseljem. Ja, hvala. Hvala. Mi se pa vidimo čez 2 tedna v oddaji Splet besed. Nasvidenje.